Arhitekt Saša Dev je v strokovni literaturi 20. stoletja sicer omenjen, vendar izredno površno in tudi površno ovrednoten. Ni pa bilo toliko znano, da je svojo arhitekturo, pravzaprav podobno kot Plečnik, gradil mesto in ne samo prenašal ideje moderne arhitekture v druga okolja, pravzaprav postavil tudi temelje na nek način sodobni arhitekturi v Mariboru. Ob tem, da je deloval v lastnem biroju pred drugo svetovno vojno in 20 let kot direktor podjetja Maribor, izobraževal skozi ta proces vrsto arhitektov, ki so kasneje tudi poučevali na fakulteti v Mariboru, na nek način tudi vplival na temelje arhitekturne šole v Mariboru. Lahko tudi postavimo tezo, da je s svojim 20-letnim delovanjem po drugi svetovni vojni pomagal na nek način izgraditi porušen Maribor. V Umetnostni galeriji Maribor smo sicer ves čas vedeli za njegovo pomembno delo znotraj mesta, za njegov pomemben arhitekturni opus in imeli že dalj časa tudi željo predstaviti avtorja širši publiki. Po skoraj 70 letih, odkar je Saša Dev 54. leta dokončal delo za Umetnostno galerijo Maribor in se odprla, se prostori bistveno niso spremenili, čeprav seveda potrebujejo ponovno osvežitev in novo logistiko, ki se je s časoma seveda spremenila. Saša Dev je arhitekturo začel študirati v Münchnu, vendar je že po enem letu, verjetno zaradi izrednega slovesa Plečnika, se prepisal v Ljubljano in pri Plečniku tudi diplomiral. Spada v tisti krog diplomantov, arhitektov, ki so se odtrgali od vpliva Plečnika. Študenti so pravzaprav 6 dni na teden na nek seminarski način dela, to pomeni, da je samo ta predmet bil pomemben, vsi ostali predmeti so bili pravzaprav bolj podpora temu predmetu, risali njegov pogled na svet, njegove vaje na svet. Oba, in Saša Dev in Jaroslav Černigoj, ko prideta v Maribor, takoj začneta pravzaprav iskati nek lastni izraz in iz tega razloga pravzaprav tudi spadata v slovensko avantgardo. Pri Devu jaz vidim to, on je postal absolutno predstavnik moderne arhitekture, modernizma rečemo. Ampak jaz vidim v njegovem delu neke vrste dialog, tega, kar je razbral v Plečnikovem delu in tega, kar je, rečemo, prispevala moderna arhitektura v 20. stoletje. In mislim, da se pri Devu to vidi pri vseh projektih, tudi če pogledate Hutorjev blok, drugi projekti v Mariboru, da vedno za hišo gradi tudi mesto, ne samo hišo samo. In to mislim, da je ta dodana kvaliteta modernistični arhitekturi, ki je bila pa večinoma obravnavana kot izoliran objekt v prostoru, ne pa kot del ene širše mestne strukture. Saša Dev je bil v 30 letih in nato do vojne, pa v bistvu tudi med vojno, arhitekt, ki je imel največjo arhitekturno pisarno v mestu. Je bil pa tudi čist prvi slovenski arhitekt, ki je v mestu delal, povezal se je z podjetjem, slovenskim podjetjem, gradbenim podjetjem Jelenc in Šlajmer in skupaj so nato uresničili večino arhitektur, ki je nastala v tem obdobju. Bilo je to obdobje zelo močne industrializacije, zelo hitrega razvoja in razširitve mesta in tudi obdobje, ko je slovenski intelektualni del mesta se krepil in tudi razvijal neko samozavest v mestu. Žal je fasada, ki deluje, pravzaprav skoraj ohranjena daleč od tega, kar je pravzaprav Saša Dev hotel povedati s to stavbo. Namreč stavba je bila v zgornjem nadstropju, v zgornjih 3 nadstropjih pravzaprav skoraj črne barve.
Skratka, pritličje je bilo pa svetlo z vidnimi opečnimi stebri. In v pritličju je Saša Del razlagal, na kak način je hiša zgrajena, medtem ko je z zgornjim plaščem, ki ga je pobarval v skoraj črno barvo, pravzaprav govoril o enem lebdečem korpusu. Skratka, takoj po diplomi pri Plečniku se je seveda star 25 let, odtrgal od vpliva samega mojstra, ga v mestotvornosti absolutno upošteval in izhajal iz njegovega znanja, se pravi, enako kot Plečnik gradi z arhitekturami Ljubljano, gradi Saša Del z arhitekturami Maribor. Če se zdaj poglobimo v tisti čas in z te perspektive današnje pogledamo na zadevo, vidimo, da je na nek način Saša Del spregledana osebnost Maribora v 20. stoletju, kar pa ne moremo trditi za to hišo. Ta hiša pa je že takrat veljala za pravzaprav najbolj kvalitetno javno stavbo tistega časa v slovenskem merilu in širšem, iz preprostega razloga, ker sta uspela avtorja naročnika prepričati pravzaprav z izjemno drzno idejo. Na vogal v starem mestnem jedru sta pravzaprav postavila izredno moderno kubično zasnovo, sloni na stebrih in celotna stavba je pravzaprav narejena iz armirano-betonskega skeleta, ki ima raster 4,20 m na 5 metrov. To pomeni, da so najprej zgradili en zelo preprost armirano-betonski skelet in pravzaprav hišo napolnili s programom. Za nas arhitekte je včasih to pravzaprav tista največja trajnostna gradnja, ker pomeni, da lahko hiša se skozi leta prilagaja svoji funkciji. Gre za stavbo, ki je en začetek modernizma v našem mestu in če jo skušamo razumeti v kontekstu časa, kdaj je nastala, je pravzaprav presežek tistega obdobja. Način, kako je umeščena v prostor, je domiselna in genialna v tem smislu, ker odpira ta javni prostor, križišču med Gosposko ulico, med Slovensko ulico in Tirševo ulico. Tale čudovit razširjen parter pod kolonado stebrov je, bom rekel, tisti moment, ki nadgrajuje prostor. Ta urbanistična poteza je tako smelo in napredno razmišljena. Lahko rečemo, da kljub vsemu stavba ni popolnoma modernistična, ker gre za občutek in uporabo detajla pri tem in samih materialov, ki pa morda kažejo neke povezave in sledi tudi samo Plečnikovo šolo, kateri oba avtorja pripadata. Po drugi strani pa vsaj zame osebno pomeni eno zelo pogumno dejanje obeh arhitektov, ki je uspelo uveljaviti prav s to stavbo, mislim, da mariborsko arhitekturo v širšem slovenskem, da ne rečem celo mednarodnem prostoru in je odmevalo še kasneje, tudi v povojnem obdobju, kjer mislim, da je mariborska šola predvsem res tem zgodnjem koncu 50. in začetku 60. let predstavljala mogoče celo primerjavi z Ljubljano eno zelo samosvojo, samostojno pot uveljavitve moderne arhitekture v našem prostoru. Ta stavba je v bistvu bila najprej cenjena kot stavba, ki prinaša v ta prostor prvo modernistično zasnovano stavbo s prvo armirano betonsko konstrukcijo in tako naprej. Kasneje pa so ga predvsem umetnostni zgodovinarji in ostali arhitekturni teoretiki malo spreminjali odnos do nje, češ da negira stavbni volumen Gosposke ulice. Jaz sam mislim, da je šlo za izredno, spet ponovno urbanotvorno in pogumno dejanje, kajti za to stavbo se je postavilo merilo Gosposke ulice za 20. stoletje. Zakaj je to delo toliko pomembno? Pomembno je predvsem iz razloga, da je uspel nezazidljivo parcelo realizirati v zazidljivo. Parcela je več 4 metre široka in 50 metrov dolga. To pomeni, da je pravzaprav samo eno sobo moč zgraditi, brez hodnika. Tukaj pa je Saša Del pravzaprav genialno porabil motiv, da je hišo pravzaprav povečal skoraj za 2 metra. Se pravi, celoten ta nadstrešek, ki je širok 1,80 m, štrli iz gradbene linije. In parcela naenkrat več ni bila široka samo 4 metre, ampak skoraj 6 metrov. Ko pa je parcela široka 6 metrov, se pa že da nekaj narediti, ker imamo sobe in
hodnike. Če je pritličje oblikovano še relativno v maniri enega 19. stoletja z linijami, nekim narekovajih okrasjem, je pravzaprav ta centralni del pravzaprav tisto, kar je pravzaprav v narekovajih pravoverni modernizem. Izčiščena fasada, izrezana okna, ravna streha, bela fasada, lebdeča fasada. Tehnološko je stavba na armirano-betonskih stebrih in ploščah in bi celotna fasada lahko bila popolnoma steklena in odprta. Arhitekt zmeraj gradimo prostor. Ta stavba pa jo odlikuje ravno njena dvodimenzionalnost, tako rekoč. A kljub temu vsebuje vse potrebne atribute kvalitetne arhitekture. Namreč uspešno v urbanističnem smislu zaključuje bistvo karje, torej gre za karejsko pozidavo, in uspešno se vključuje pravzaprav v stavbno tkivo. Ampak ne samo, da se vključuje, vendar jo tudi hkrati na nek način izboljšuje, izpopolnjuje in kaže na sodobni trend arhitekturnega razvoja mesta. Projekt je na način primerljiv s Plečnikovim Peglernom v Ljubljani, kjer je Plečnik prav tako na zahtevnem zemljišču naredil izjemno arhitekturo. Gospodarska zavarovalna zadruga je en podoben primer, čeprav na drugačni lokaciji. Saša Dev, tako kot Plečnik, gradi Maribor ne na podlagi enega velikega urbanističnega načrta, ampak gradi mesto z vsakim projektom posebej. In to pogosto na zelo zahtevnih in nenavadnih lokacijah, česar se je prav tako lahko naučil pri Plečniku. Za oblikovanje vogala ni samostojen pojem, ampak je izjemna odlika treh arhitektov v Mariboru, da so popolnoma razumeli klasično mesto. In to je, da so klasično mesto, če citiram Peroviča, razumeli potem, da je sestavljeno iz trga, ulice in stavbnega bloka ali kareja. In ti tri arhitekti, Saša Dev, Jaroslav Černigoj pa Ljubo Humek, so razumeli vogal kot zaključek kareja in so ta vogal znali izoblikovati na ta način, da je imel neko izrazno sporočilo. Vsi drugi vogali so bili bolj ali manj nedefinirani. Pravzaprav to iskanje odgovora na to parcelo je pravzaprav trajalo izredno dolgo in seveda se je končalo pravzaprav v stavbi, ki jo danes vidimo pred nami in je nedvomno najboljše delo Saše Deva, hkrati pa pravzaprav tudi stavba, na katero je lahko pravzaprav Maribor in pa širša arhitekturna scena ponosna. Zdaj, ikona mesta Maribor je nedvomno iz razloga, ker se tukaj pravzaprav prišlo do sodelovanja dveh izjemnih osebnosti mesta Maribor, to je Josipa Hutarja, enega izrednega podjetnika ali pa vizionarja. Namreč Josip Hutar je imel izredno razvit čut do bivalne kulture, do tega, kako ljudje živijo, in Saša Dev je bil pravzaprav kot naročen, da pravzaprav to njegovo težnjo, to njegovo idejo po kvalitetni bivanjski kulturi ali pa višjem standardu bivanja udejanji. Dev je skupaj s Černigojem v mestu praktično vsako stanovanjsko stavbo oblikoval z neko novo tipologijo. Torej na zelo majhnem prostoru imamo pravo paleto različnih stanovanjskih ali pa stavbnih tipologij in čisto v vseh teh tipologijah zmeraj najdemo zelo inovativne pristope. Hutarjev blok, ki je v bistvu posledica mednarodnega natečaja in dveh prvonagrajenih rešitev, je v večjem delu, tako pač kaže dokumentacija, delo arhitekta Deva. In tu se ponovno vidi zelo kompleksno razmišljanje na temo, kako uprostorjati mesto z stanovanjsko arhitekturo. Hutarjev blok je pravzaprav v osnovi ena izredno klasična zasnova. Gre za en stavbni kare, ki je zaprt z vseh strani. Ti vzori so pravzaprav v arhitekturi 19. stoletja in šele v 20. stoletju, na začetku 20. stoletja prihaja pravzaprav do razpiranja stavbnih karejev. Do razpiranja stavbnih karejev prihaja verjetno najbolj zaradi razloga, ker se je smog v sredini kareja pravzaprav usedel in razprti kareji so omogočali neko prevetrenost. Zdaj, Saša Dev je pa tukaj ubral eno drugačno pot in je kombiniral moderne trende tega razpiranja kareja, kar se pravzaprav vidi po stavbnih masah, ki so različne, se pravi, s tem se je tudi izognil enemu kasarniškemu videzu, enemu pravzaprav monotonemu bloku, z težnjo, da je pravzaprav s tem, ko je
celoten obod pozidal, tudi izkoristek za investitorja bil večji. Ne nazadnje je pa s tem, ko bi notranje dvorišče postalo zelen atrij, v katerem ni, tako kot slišimo, mestnega vrveža, pa ustvari pravzaprav eno notranjo mestno zeleno oazo. Žal do tega zelenega dvorišča še danes ni prišlo, je v njem tišina, vendar žal ni dreves in ptic. Še do danes ni bila izvedena ulična pritlična fasada v kamnu, ki nekako najbolj komunicira z mimoidočimi in bi še eksplicitneje nekako soustvarjala to mestotvorno podobo Maribora. V Hutorjevem bloku se nahaja 130 stanovanj različnih tipov, ki so sodobno tudi opremljeni z ložami. Stavbno tkivo ne presega 5 do 6 etaž, kjer človek še vedno nekako občuti, se nekako združi z odprtim prostorom in tudi sama dimenzija stavbnega otoka. In pomembno je, da so stanovanja od enosobnega do 5-sobnega, ki tudi nagovarja različne uporabnike, različne oblike, različne skupine. Se pravi, načrtovanje je za vse ljudi. Zakaj je Hutorjev blok mogoče še vedno danes sinonim za kvalitetno bivanje? Verjetno prav zato, ker so stanovanja zelo velika. In ta velika stanovanja omogočajo neko osebno identifikacijo. Kolega arhitekt Bogdan Reichenberg je rekel enkrat, da v Hutorjevem bloku ljudje ne stanujejo, ampak so tam doma. To stanovanje, kjer z ženo živiva zdaj že skoraj 40 let, je prostorno, lepo, svetlo, nudi ugodnosti, ki jih pač vsak človek potrebuje v domu. Zakaj mi je lepo živeti v Hutorjevem bloku? Zato, ker je tukaj en določen mir, predvsem je veliko svetlobe, imamo prekrasen razgled na piramido, s tem, da živiva v vrhnjem nadstropju, je to ena dodatna kvaliteta. Kvaliteta te stavbe je seveda absolutno v teh tlorisih, v prostornih prostorih, ki ti dajo res prostor za dihanje, nikoli nimaš potrebe, da bi šel pravzaprav na sprehod, ker se lahko po stanovanju sprehajaš. In pa seveda za to vso infrastrukturo, ki jo nudi z parkiriščem, z dvigalom, z centralno kurjavo in pa seveda samo bivanje v prostorih, ker so še uporabljeni kvalitetni materiali, te ne zadušujejo, ti dajo dihati. Saša Dev se je sicer rodil v Lukovici in sicer očetu sodniku, ki so ga nato selili po Sloveniji. Tako se je nekaj časa šolal v Kranju, pa v Škofji Loki, ampak že višjo gimnazijo je nato končal v Mariboru in od takrat, ko so očeta Oskarja Deva poslali v Maribor, so v Mariboru tudi ostali. Rodil se je pa Saša Dev tudi v glasbeno družino. Njegov oče je danes znan predvsem kot skladatelj, v Mariboru pa tudi kot ustanovitelj ali pa soustanovitelj Glasbene matice. Glasbenik je bil tudi Saša Dev, igral je violončelo in to ljubezen do glasbe in igranja je gojil nato tudi celo življenje. In glasbenica je bila očetova sestra Mira Dev, ki je bila zelo znana sopranistka tistega časa. Ob tem pa je bila tudi poročena z znanim ljubljanskim arhitektom Josipom Costaperarijo, pri katerem je Saša Dev po študiju tudi začel svojo arhitekturno prakso. Saša Dev je umrl leta 1967 po krajši bolezni, se pravi zelo na hitro. To je bilo malo po upokojitvi.
Njegova žena Mira Dev, ki je bila tudi dobrih 10 let mlajša, ga je nato preživela. In tukaj na frančiškanskem delu Pobreškega pokopališča sta skupaj pokopana na grobu, ki ga je oblikoval Jaroslav Černigoj. Najprej njegov sošolec, nato sodelavec v prvem biroju, tako da sta bila povezana do konca. Je pa zdaj grob malce zapuščen. Mira Dev in Saša Dev nista imela potomcev, tako da za grob zdaj uradno nihče ne skrbi. Je pa sigurno lahko grob v nek ponos občini, ki mislim, da bi tudi bilo pravilno, da za grob poskrbi, ga obnovi in nato vzdržuje skozi leta. Saša Dev je bil aktiven ne samo v urbanem mestnem tkivu, ampak je v sodelovanju z naročniki na nek način odkrival Pohorje. Pravzaprav je odkrival Pohorje skozi zavzeto planinsko udejstvovanje, bil je navdušen planinec, po drugi strani pa je postavil na Pohorju vrsto pohorskih koč. Gre za po eni strani koče, po drugi strani gre pa za tipološko vile. 30. leta so bila leta, ko so meščani, Mariborčani odkrivali Pohorje in kjer je prvič prišlo do tega stika med naravo in kulturo, se pravi, da so na Pohorju uredili svoje manjše bivanjske hiše ali prav koče ali malo večje, danes bi rekli lahko tudi že vile. Gre za neke tipične gradnje, ki uporabljajo izključno naravne materiale, se pravi kamen in les. Gre tudi za neke tipične forme, ki se v predalpski krajini pojavljajo tudi drugje, v sosednjih državah. Je pa Saša Dev, seveda, to so bila 30. leta, v čas modernizma, naredil nekaj načrtov teh koč z enokapno streho, ki izgledajo precej moderno in postavljeno potem v en teren, lahko tudi malce futuristično. Razumevanje arhitekture Saše Deva in ta dialog z okolico je seveda zelo različen v različnih primerih. Naprimer, ribniška koča, specifika ribniške koče je pravzaprav ta, da je po pripovedovanju Saša Dev z investitorjem, Huterjem, skoraj celo leto porabil za to, da je našel pravo lokacijo. Se pravi, pravo lokacijo iz razloga, da bi se kljub temu odpirali čudoviti pogledi na Dravsko dolino, po drugi strani pa, da bi na vrhu Pohorja bila na nek način zastrta pred neprijetnim vetrom ali pa pred velikimi zameti snega. Kaj na primer še izredna posebnost ribniške koče je bila ta, da so dnevni prostori, ti bivalni prostori bili pravzaprav v prvem nadstropju. To je bilo zelo nenavadno za obiskovalce, ki hodijo tja poleti, vendar po zimi, ko je bilo na vrhu Pohorja 3 metre snega, je pravzaprav to omogočalo, da si pravzaprav v izrednih razmerah še vedno stopal v pritličje na nivoju padlega snega. Ni naključje, da je pravzaprav prepoznana kot kraljica pohorskih koč. Žal smo pa pravzaprav bili pred kratkim priča temu, da pa je v narekovajih energetsko sanirana, kar pomeni, da je pravzaprav vsa njena fasada, ves njen izraz arhitekturni pravzaprav spremenjen do neprepoznavnosti. Pri tej raziskavi in razstavi smo dokazali, da je sodeloval pri več kot 500 projektih po drugi svetovni vojni, v biroju, ki je obsegal do 50 zaposlenih. Je pa dejstvo, da je njegov biro bil na nek način nacionaliziran in biro projekta Maribor, v katerem je bil direktor 20 let, je na nek način nastal iz njegovega osebnega biroja.
Saša Dev je v tem oziru delil usodo, da je teh 20 let pravzaprav strokovni javnosti zelo slabo poznano. Na določenih projektih je podpisan, na večini pa žal ne. Žal je tudi ves fond arhivske dokumentacije izgubljen. Skratka, razpolagamo samo s seznamom del, ki so bile narejene v teh 20 letih po drugi svetovni vojni. Šele razstava, ki smo ji priča, je pravzaprav umestila Saše Deva tako v vlogi soavtorstva z Jaroslavom Černigojem, kjer pravzaprav dokazujemo, da je bil v večini primerov ali pravzaprav v vseh primerih Saša Dev vodilni partner, se pravi tisti, ki je nosil odgovornost, tisti, ki je pravzaprav izrisoval projekte, in Jaroslav Černigoj seveda kot sodelavec. Ob tem je seveda razstava tudi pokazala zamolčanost v tem segmentu, da je še do nedavnega za železniško postajo veljalo, da je avtor samo Milan Černigoj. Železniška postaja v Mariboru je ikona mesta in takšna spregledanost je toliko bolj nenavadna. Dejstvo pa je, da je na idejnem projektu, ki je pravzaprav izredno skladen z današnjo podobo železniške postaje, tako v funkciji, formalnem izgledu, kot tudi celi kompoziciji, Saša Dev ne samo bil direktor tega podjetja, kjer se je projektiralo, ampak celo podpisan kot soavtor na idejnih projektih. Nedvomno je razloge moč iskati v različnih segmentih, različnih vzrokih. Prvi je nedvomno ta, da je Saša Dev v predvojnem obdobju sodeloval, ustvarjal pravzaprav v povezavi z najuspešnejšimi podjetniki, industrialci takratnega Maribora. Z Paljago, z Huterjem in tako dalje, z Benkom, je seveda nedvomno pripeljalo do tega, da je po vojni bil pravzaprav rahlo postavljen na stran ali pa da v očeh takratne nove politike ni bil tako dobro sprejet. Drug razlog je nedvomno ta, kar znajo povedati pričevalci, da je bil relativno skromna osebnost, da se ni potiskal v ospredje, da ni iskal slave, ampak je rad upravljal svoje poslanstvo, to je poslanstvo arhitekta. Tretji razlog je nedvomno tudi ta, da ni imel otrok. Skratka, njegova zapuščina pravzaprav, ko se je začelo pisati o arhitekturi Maribora, to je bilo tam cirka 10 let po vojni, ni bilo verjetno nekoga, ki bi pravzaprav iz osebnega arhiva uspel pravzaprav vplivati na objektivno oceno in objektivn zapis, kje je on avtor, kje je bil soavtor in tako dalje. Maribor je z opusem Saša Deva, seveda in tudi Černigoja in ostalih v tistem obdobju, nekako prekinil tradicijo klasicistične gradnje, klasicistične arhitekture in si začel trasirati sodobno pot sodobnega razvoja in s tem povezano tudi sodobnega bivanja. Saša Dev je gospod arhitekt, on zna, on ve, kaj dela in tudi ve, kaj žrtvuje. V enem televizijskem prispevku je arhitekt Hravski rekel, da je dober arhitekt tisti, ki ob vseh teh kompromisih sprejme največ dobrih kompromisov, in to je Saša Dev. On je toliko dobrih kompromisov sprejel in toliko kvalitetnih rešitev ponudil, da je nemogoče govoriti o tem, da bi bil poprečen ali pa podpoprečen. On je zelo, zelo dober arhitekt, Maribor je sreča, da ga ima, ker je tlakoval ali pa je letvico postavil višje za vse svoje naslednike. Nekako zaključek je, sta mogoče dve veliki temi. Ena je, da je prišlo do pobude za ustanovitev fundacije Saša Dev, fundacije, ki bi naj združevala nagrado, arhitekturno nagrado, ter štipendijo Saša Dev za mlade arhitekte oziroma študente arhitekture. Druga iniciativa pa so informativne oznake, informativne table za stanovalce Devove arhitekture, ki jih bomo oblikovali, vsebinsko tudi opredelili in predali tako stanovalcem kot recimo lastnikom izbranih arhitektur, da bodo seveda po eni strani informirani
v hišah, v katerih živijo, in pa seveda tudi razumeli njihov doprinos k zgodovini arhitekture.